Živimo v času, ko dejansko podpora tej ali drugi politični opciji nikakor ne more biti več stvar imidža, osebnega življenjskega stila in tako naprej, ampak lahko dejansko odloča o prihodnosti v najbolj temeljnih usodnih točkah, sedanjosti in prihodnosti. Tokratna politična in zdravstvena kriza se zdi, da se je prelevila v krizo solidarnosti, medtem ko se nekaterim življenja tako rekoč niso spremenila, so se drugim tako v gospodarstvu, javnem sektorju in tudi šolstvu sesula v prah. Covid je pokazal ne to, da smo zdaj zboleli za virusom, ampak da smo bili bolani že prej. Že prej nas je najedel ta virus neenakosti, diskriminacije in segregacije in to je tisti virus, ki ga je treba odpraviti in mislim, da je pač Levica tista stranka, ki je resnično pripravljena se spopasti z tem virusom, ki nas je prizadeval toliko časa, preden je prišel Covid. Po eni strani je Levica, bodimo odkriti, edina resno leva stranka. Nobena druga stranka se ne ukvarja s tem, kako omejiti moč kapitalizma. Kapitalizem uničuje tudi družbo, ko privatizira in komercializira zdravstvo, šolstvo, pokojninske sisteme, razbija družbeno solidarnost in ščuva ljudi drugega proti drugemu, zato ga moramo ustaviti. Ta politični trenutek je prelomen zato, ker so številni izključeni in se zatekajo v antisistemska gibanja, kjer pravzaprav se daje občutek, da je telo še edino zatočišče svobode. In v tem smislu se mi zdi, da je potrebno razmišljati o tem, kako te ljudje v svoji stiski ne bi pobegnili k tistim, ki bi njihovo stisko izkoristili. V zgodovini se je že nekajkrat zgodilo, da je začela oblast naslavljati umetnike z po eni strani paraziti, po drugi strani z ljudmi, ki najedajo nacionalno ali državno recimo tkivo družbe, ki negativno vplivajo na ljudstvo in tako naprej. In nikoli v zgodovini se takšna oblast ni končala dobro. To ni slabo samo za recimo skupine, kot so umetniki, ampak za vse ljudi, ki so kritični do takšne vlade. Kot vidimo zdaj že tudi v Sloveniji v odnosu do novinarjev, do raznih družbenih manjšin, do pravic žensk, LGBT skupnosti, nenazadnje do pravic delavstva. Spominjanje na partizanstvo in druge antifašistične boje je pomembno ne samo, da bi vedeli, kaj se je zgodilo v preteklosti, ampak da bi razumeli, zakaj je ta boj tedaj bil nujen in pravičen. To nam bo pomagalo, da prepoznamo fašistične ideje, ki se samo v rahlo drugačnih oblikah pojavljajo danes. Dve ključni vprašanji prihodnosti sta demokracija in človekove pravice. Živimo v zelo radikaliziranem svetu, v svetu, kjer nas nagovarjajo algoritmi. Vse več ljudi postaja pasivnih, ne želi se udeleževati volitev. Trenutno so leve politike na globalni ravni uspele marsikaj narediti, ampak predvsem na diskurzivni ravni. Mislim, da bo zdaj čas za prehod iz kritike v konstruktivnost, da bo treba skratka vse te teme nekako upeljati v politično prakso. Torej, če o tem ne razmišljamo, če ne naredimo ničesar, potem ne bo vse ostalo isto. Stvari se bodo ravno tako dramatično spremenile, ampak se bodo spremenile na nek način, ki bo za veliko večino ljudi izrazito slab, celo katastrofalen. To pa zato, ker so politični akterji, ki dejansko razmišljajo z perspektive občega dobrega skupnosti in daljnoročno, ta hip izjemno redki in so v manjšini. Zato jih je treba absolutno aktivno podpreti in jim dati možnost, da naredijo, kar lahko naredijo, da nekaj spremenijo. In Levica je tak akter, zato absolutno podpiram Levico. Utopija danes ni, moramo stvari spremeniti. Utopija je danes prav mnenje, da stvari lahko grejo naprej nekako v osnovi tako, kot so. Če hočete, nekaj do česar imate, navadni volivci, vso pravico. Pravico do mirnega, vsakdanjega življenja, varnega obstoja. Potem je Levica vaša stranka. Levica je stranka
stabilnosti in običajne spodobnosti. Rabimo levo misel in politično prakso, tudi zaradi tega, ker je enakost spolov še vedno ideal, ki ga nismo dosegli v realnosti. Naša naloga je, da prvič ljudi poučujemo o nevarnosti manipulacije, ki prihaja s pomočjo interneta in novih družbenih medijev. Druga naloga pa je, da ljudi opozarjamo na njihove lokalne probleme, da jih pravzaprav motiviramo, da sami kandidirajo na volitvah, da hodijo na volitve in da se upirajo avtoritarnim voditeljem, ki vse bolj izkoriščajo razdeljenost, ki je vezana na nove tehnologije. Javno zdravstvo, javno šolstvo, javna kultura, javni mediji. Spravi, to je ta osnovno izhodišče, sredinsko izhodišče, ki danes izpada kot neka strašna leva agenda. In to se mi zdi, da je tisto, za kar se danes zavzema stranka Levice in si zasluži vso mojo podporo. Organizirati se moramo skupno, ne glede na državne in druge meje, ki naj bi nas delile, in skupno ustvarjati prihodnost, ki bo socialistična ali je pa ne bo. To je okvir, napolniti ga mora pa organizirana protikapitalistična, socialistična sila, kakršna je na primer Levica. Ste navaden človek, ste pristaš tako imenovane moralne večine. Ne vas ne bo sram tega, sam če ste res to, potem je vaša stranka Levica.